Evo, spet je caj, da nekaj posnamem, namreč četrtek sem gledal Tarčo, oziroma za nazaj sem jo gledal, kar včeraj sem jo gledal. In mi je bilo malo groza, kako so spet se tokrat na Pečečnika, Joca Pečečnika spravljali, pa tistega še enega privatnika, mislim, sta se branila, delala plemenita dejanja. In zdaj ta cela Slovenija, leva Slovenija, pa gnojnicov po teh, ki so se razdajali za domovino, ki je simbol mame, za narod. Mislim, mene je sram, da tako spotikamo lastne tiste, bi mogli spomenik postaviti. Jaz se spomnim, enkrat je zapadlo ogromno snega v Trbovljah, meter pa še malo. In pol je vse odpadlo, jaz sem tam v enem, samo malce, društvo Športni raj. Organiziral vadbo za otroke in tist ponedeljka, kaj je bilo, je vse odpadlo. Mi smo šli pa na radio, Trbovlje je še bil, in smo rekli, da bomo za te trbovske otroke naredili neko rajanje na snegu in bomo pazili te otroke, ne vem, 50-60 jih naj bi prišlo, toliko je bila pač takrat vadba, toliko otrok je bilo, in bomo poskrbeli, da smo igrali na snegu. In jaz sem se razkiral, pa vsi tisti, ki smo tam delali temu Partizanu, in nekaj potem z tega celo ratali. Ampak preden se je karkoli zgodil, so na radio rekli, da vabimo otroke zato, da bojo pomagali društvo Partizan pucati, plužiti, da izkoriščamo otroke. Mislim, jaz sem hotel, vsi tam, ki smo se ukvarjali s temi otroci, smo hoteli narediti, rekel, nekaj lepega v tisti stiski, ki je bilo 1,5 metra snega. In bi delali snežake, pa tako naprej, nič ne bi plužili. In nam so učitali, tistim volonterjem, smo tudi delali brezplačno za te otroke, da smo organizirali pluženje igrišča Partizan in izkoriščamo otroke. Mislim, in to je bilo že drugič v povezavi s tem mojim bivšim Partizanom. Saj tudi če zdaj imam tam pa tam kako salto otroke naučim, ne. Pak svoj cajt sem v tem Partizanu živel in sem tisto okolico Partizana tako zrihtal, da sem postavil koše, igrala, hojsnice, odbojkarska igrista, vse živo. Meni so učitali, da to delam za svoje otroke. Moj otroc pa fuzbal brcal tam 100 metrov stran na igrišču Rudar. Tudi na kraj pameti mi ni to pršil, da jaz to delam za svoje otroke. Delal sem za družbeno dobro. Meni se je mešal od absurda, ker sem to delal srčno. In nekateri, bom rekel, vključno s Pečečnikom, vključno z nekim Počivalškom, ki se je tam trudil, da bi, ko je treba kršiti zakone, kjer 2-3 paragrafe bomo kršili, samo da čez noč dobimo zaščitno opremo, če tudi ne najboljšo, samo da narod ne začne umirati, pa da ne zasičimo zdravstvenega sistema. In te ljubi Slovenci vsekajo z vsemi topovi pod tistimi, rekel, narodnimi heroji, ki se jim mogli spomenike postaviti, To me jezi, jezi me pa kot levičari, ker to levičari delajo. Tisti, rekel, razštelani študentje, ki protestirajo, ki nimajo trohice moralne razsodnosti. Ivan Urbančič je filozof, ki je rekel, modrec, filozof, bi lahko spregovori šele po 50. letu, ker je takrat šele modar, preudaren, ima dovolj znanja. No, jaz jih imam malo čez 50, torej lahko govorim. Ne pa, da tisti mladci tulijo tiste mikrofone. Vključno s tistim Zlatkotom, ki repa brez repa in glave. Sam en srd ga je po ulicah. Pa sem to, moji otroci so to poslušali. Zdaj to ni na mestu. Zganjati anarhizem ni na mestu. Mi smo kultivirana družba. Držimo se pravil, imamo modrost, jaz imam pa še nekaj znanja, psihoanalitična znanja. In s temi psihoanalitičnimi znanji jaz lahko odpravim določene nesporazume. Nesporazum je pa ta, in jaz ne kritiziram jaz človeka kar stihijsko, ki so enega Šarca napadali svoj čas, še vladati ni začel, moji kolegi, politični komentatorji, sem rekel, čakajte malo, naj nekaj narobe naredi, pa posekite z njim, po njem, z vsemi topovi. Tweetnil sem to, čakajte malo, ne ga kritizirati, preden še dihati ni začel, pa je bil že polit z gnojnico, ker je bil nekoč serpentinšek.
Sem rekel, ne to delati, jaz tega ne bom delal. Dominika Švarc-Pipan je tam lajkala, tweetnul sem to, za Šarca. Kritiziral sem ga pa takrat, ko je on pa kretenizme zganjal. Ampak so bili samo 1, 2, 3 kretenizme, sem videl, svoboda govora, pa tisto financiranje opozicijskih medijev. Tam pa sem osekal z vsemi topovi. In to vlado, ki jo zdaj zagovarjam, sem tudi kritiziral, ko si je 30% dvignila plače ministrom. Ampak jaz ne žalim človeka a priorno, to, kar vsi drugi delajo, ampak kritiziram njegova dejanja. To je osnovno načelo vzgajanja. Otroka ne smeš kritizirati njegovo osebnost, ampak dejanje, ki ga narobe naredi, moraš mu reči, to si pa narobe naredil. Ne pa, da ga žališ celega kot osebnost, ampak samo dejanje. Politikom se sme očitati samo nekaj, kar so narobe zagrešili. Tudi tej vladi, ne vem, ministrom, Janši, Počivalšku, ko je kaj narobe, se mu to očita. Ne pa, da se paketno zliva gnojnico po človeku. To je popolnoma nezrelo, neodgovorno. In proti tem, rekel sem jaz strogo proti. Ampak proti sem argumentirano, skozi argumente, skozi teorijo. Zdaj nekaj blogov sem napisal, takih močnih, ki je za prebrati, kjer utemeljujem, da niso problem ministri pa vlada. Češ, ljudstvo se je proti njim uprlo, ljudstvo ima prav. Ne, ljudstvo v tem trenutku nima prav, ker to so nebrzdane horde anarhistov, pa tisti, ki ne prebavljajo Janše, ampak po političnih normativih, ne samo, da se zdaj ne buni na tak način, ko imamo krizo, se borimo proti koronavirusu, ampak tudi sicer ne moreš, zato, ker bi rad prišel na oblast, ker je nekdo ne s finto, legitimno je prišel na oblast, se konstituirala desno-sredinska vlada in nekomu to ne paše, zdaj pa stavka. Ne, glavo treba dol dati in čakati svojih 5 minut na volitvah. Ne pa to z vsemi topojev, kar stihijsko pa iskati, ne vem, dlako v jajcu, ali kako se že reče. Pa se tam dobi nekega piskača, ali ko je žvižgač, Ivan Gale. Pa to je birokrat, ki se boji lastne sence, tam se je neki podpisal in zdaj ga vest peče, da je podpisal nekaj, kar po paragrafih pa ni, ker ni bilo javnega razpisa, 3 uniji so se kršili odloki, on se pa podpisal in zdaj si lajša dušo v tarči. Počivalšek pa reče, se je podpisan ti, ali pa vi ste podpisan. Ampak mi smo reševali narod. Ne vem, smo delali mogoče pa ne čisto po predpisih. Kaj potem? Ker če se v stiski ne dela po predpisih, ampak se dela zdravo, razumsko, se temu v psihoanalizi ali pa v teoriji moralnega razsojanja po Kohlbergu reče, da človek, ki je sposoben v dani situaciji kršiti zakone, odloke, neke formalnosti, postkonvencionalno, moralno razsoja. Ampak pri enem Jocu Pečečniku jaz tega nisem zaznal. Tudi pri onemu drugemu podjetniku, ki je tudi neke milijone obračal, zaslužil neki. Tudi to nisem zaznal tam. Vse je bilo po nekih paragrafih, ker te se bojijo paragrafov. Ampak Počivalšek je pa nekaj naredil, kar je delal za narod. Misleč, da možno, da kdo zasluži. Možno, da se kršijo kakšni odloki. Ampak kaj delamo mi? Mi rešujemo narod. Kaj me briga zdaj, če se tam neki krši? Če mi rabimo jutr te maske, pa respiratorje, pa zaščitno opremo. To je moralno prav. In ljudje, ki so bili v to vpeti, so postkonvencionalno moralno razsojali. Ker določeni ljudi, jaz to vem po sebi, osrečuje, če delaš plemenita dejanja. To te plemeniti. Ti daje neko notranje zadovoljstvo, si srečen, z denarjem nisi srečen, tle ni sreče. Če pa ti pomagaš ljudem, če narediš nekaj družbeno dobro, to te pa osrečuje. In po mojem iskrenem prepričanju so ljudje, ki so pomagali, da se je Slovenija z ta hudega ven potegla, mogoče kršijo kakšne zakončke ali odloke, da je to moralno prav. Te vrline nimajo vsi. Tam v zadnji tarči je bila tam ena birokratinja, ženska, Ona se je pa držala certifikatov. Ja, kje pa so certifikati? Ja, tam je pa na vrečki to pa to pisalo. Na embalaži pa drugač. Gledaš masko, to je dobra, to je pa tudi dobra. Ena ima certifikat, ena ga nima. Obe so enake. Tam pa en drug pa reče, strokovnjak se je došel, da se na mokro krpo čez goflo. Pa
Pa mi certifikate iščemo. Ljudje pa tam lahko, da bojo umirali, ker nimajo mask. Mislim, ne? Pak zdrava, razumska, razsodna moč, to je privilegij nekaterih. Privilegij imamo nekateri, ne pa vsi. Ne, in zdaj pa, če sem jaz tisti, ki upam to reči na glas, evo, sem spet stegnil jezik, ker čutim, da to moram narediti kot levičar. Ker zdajle neumnosti počnejo levičari, ampak ne vsi. Evo, to je to.